Prehajamo na prvo točko, predstavitev kandidata za člana Državnega sveta Republike Slovenije. To sem jaz, kandidat, torej me poznate več ali manj, z vsemi nekako poskušam sodelovati v dobro razvoja Kamnika. V tej lokalni politiki sem vpet že nekih 20 let, torej prvič sem bil izvoljen občinski svet leta 2006, potem do 10 sem bil občinski svetnik, 10-14 sem bil predsednik krajevne skupnosti Mekinje, 14-18 podžupan in pa zdaj 18-22 župan občine Kamnik in s ponosom in veseljem to delo in srcem upravljam. V vseh teh letih smo zgradili marsikšne vezi, jaz probam z vsem nekako pozitivno sodelovati, tudi upoštevati tudi zdaj vse predloge z vseh strani, kar pomeni, da poskušam biti čim bolj vključevalen. Ne da se vedno vsega, pa vendar mislim, da se marsikaj da premakniti in tudi tukaj imam dostikrat rekel, da če so na Luno prišli ali na Mars, pač lahko tudi te malenkosti, ki so tukaj porihtamo in zato ima marsikšen tudi sodelavci, ki malo hud na mene, ampak mislim, na nek način se trudim, da stvari premikamo naprej in marsikaj smo. Kandidat za državni svet sem zato, ker si želim, da tudi v tej regiji naredimo več. Kamnik do zdaj državnega svetnika še nikoli ni imel. Vedno smo za las izgubili, zdaj pa verjamem, da bom dobil to večino, da bo tudi Kamnik prvič v zgodovini imel državnega svetnika. Kandidat mislim, da bo še dol pri Ljubljani oziroma Šmartno pri Litiji iz te občine župan. Tako da v Domžalah kandidata nimajo, mislim, da jaz pa v Kamniku upam, da dobim vašo podporo pa zaupanje. V okviru te regije, ki sestavlja to, torej, ki voli državnega svetnika, se bom zavzemal v prihodnje, da bom pač probal povezovati to regijo, se oglasil do vseh županov v tej regiji, torej Trzin, Domžale, Mengaš, Moravče, Litija, Lukovca, Šmartno pri Litiji, Domžale pa Komenda, da bomo poskušali tudi v okviru te regije speljati kakšno skupno zadevo. V okviru določenih občin te regije imamo skupno čistilno napravo, mislim, da je to ena vrhunska stvar v Domžalah, da imamo pa zdaj naprej kar nekaj še priložnosti, torej ta drugi tir vlaka bo šel po tej regiji, proge za vlak in tudi ta, mislim, da bi mogla prideti čim prej biti umeščena v prostor, pa potem, da se bo regija lahko še hitreje in še bolj razvijala. Tako da to je to. Zdaj odpiram razpravo svetniške skupine, svetnice, svetniki. Besedo ima Igor Žavbi. Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav, spoštovane kolegice, kolegi, svetnice in svetniki, ostali prisotni, spoštovani kandidat za kandidata. Ena stvar me bega. Zdaj, tisti sestanek pred zadnjo sejo občinskega sveta, ki smo ga imeli, takrat župan ste predstavil kandidata za občinski svet podžupana Bogdana Pogačarja z obrazložitvijo, da bi lahko imel dobre možnosti za izvolitev, glede na to, da je strankarski človek, da je član Nove Slovenije in da naj bi tudi drugi se trudili pri okoliških županih oziroma pri drugih občinah v regiji, da bi bilo to potrjeno. Nekaj dni zatem, še ne en teden zatem, kar me je presenetilo, da se v tako kratkem času prišlo do spremembe, je bila na kolegiju občinskega sveta kolegica Karla Urh, kjer je izvedela, da ste kandidata za državni svet vi, gospod župan. Zdaj pa tisto, kar me bega, je pa to, a ste vi še strankarski človek, a niste več. Zdaj vsi vemo, da ste kandidat, da ste član Nove Slovenije, da ste bil za župana izvoljen kot član Nove Slovenije oziroma kot kandidat Nove Slovenije. V zadnjih dneh smo opazili, da imate svojo listo Mateja Slaparja, ki je v bistvu nekdanja lista Toneta Smolnikarja, kjer ste vpisan kot zakoniti zastopnik. Zdaj, a ste človek, ki sedi na dveh stolčkih, ste član dveh strank in ste šel preračunljivo v prevzem liste Toneta Smolnikarja za namen lokalnih volitev,
ali pa imate težave v stranki Nova Slovenija in morebitno nepodporo kot kandidat za državni svet. Mislim, fino je, da če pošljemo kandidata, da ga potem elektori tudi potrdijo. Zdaj, jaz sem na tistem sestanku pred kolegijem občinskega sveta obljubil in tudi v svetniški skupini smo se dogovorili, da če bo imel Kamnik kandidata za državni svet, ne glede na to, z katere politične opcije prihaja, ga bomo potrdili, oziroma bo naša elektorca, ki smo jo predlagali, oziroma ki jo bomo, upam, da potrdili tudi danes, glasovala za kamniškega kandidata. Resnično me pa zanima, kaj pomeni to, da ste zakoniti zastopnik liste Mateja Slaparja za te volitve. In ne znam si pojasniti, no, kako si hkrati v dveh strankah in s kakšnim namenom. Videli smo tudi, da ste bil predlagan strani Nove Slovenije in liste Toneta Smolnikarja, ki pa žal ne obstaja več. Na spletu sem si pogledal in lista Toneta Smolnikarja je bila preimenovana. Kaj to pomeni? Verjetno ste kot zakoniti zastopnik in pa lista Mateja Slaparja tudi pravni naslednik tega, je potem to. Ampak glede na to, da je bilo že 10.10. opisano zamenjava vodstva, bi mogoče lahko tudi to tukaj popravili. Tukaj prosim za eno obrazložitev. Druga stvar, ki pa je, jaz sem bil nekoliko razočaran, v prejšnjem mandatu je bil državni svetnik Toni Dragar, v tem mandatu gospod Rokavc, kljub temu, da sem dal pobudo v tem mandatu občinskega sveta, da se državnega svetnika gospoda Rokavca povabi enkrat na občinski svet, da nam predstavi svoje delo, da se pogovorimo tudi o tem, kaj je naredil tako za regijo kot za našo občino. Do tega žal ni prišlo. Jaz ne vem, a ta moja pobuda ni prišla naprej, ali pa gospod Rokavc se pač ni želel odzvati. Jaz resnično pričakujem tudi v nadaljevanju, ne glede na to, ali boste vi državni svetnik ali bo kdo drug, da se državni svetnik dobi ne samo z župani v regiji, ampak da se dobi tudi z občinskimi sveti, kjer lahko predstavi svoje delo, oziroma vsaj pri pomembnejših vprašanjih, da se nekoliko posvetujemo. Žal občinski svet ni bil nikdar seznanjen o delu državnega svetnika, niti o delu državnega sveta. Vemo, da je državni svet popolnoma druga veja oblasti, o smiselnosti ali nesmiselnosti državnega sveta danes ne želim razpravljati. Situacija je trenutno takšna, da državni svet imamo in ja, moramo dati svojega kandidata. Če boste danes potrjen, tako kot sem že rekel, bo tudi naša predstavnica naše svetniške liste glasovala za vas. Tukaj se ni treba bati, želim pa pač dobiti nekaj pojasnil, za katere sem zastavil vprašanje. Hvala. Hvala. Beseda ima Sandi Uršič. Ja, hvala za besedo. Lepo pozdravljeni vsi skupaj še v mojem imenu. Tako kot je že kolega Igor povedal, imeli smo 2 sestanka na to temo. Takrat smo se v bistvu, mislim, da vsi prisotni strinjali s tem predlogom, da je Bogdan Pogačar kandidat. Meni se zadeva zdela tudi smiselna, ker nekako sam osebno nisem naklonjen tej multifunkcijski zadevam, ne, da ima ena oseba preveč funkcij, ampak če ste se, gospod župan, tako odločil, zadevo podpiram, razumem. Mi bomo jo podprli, oziroma če bom izvoljen za elektorja, pa to predvidevam, da bom glede na konkurenco. Mislim, da je prav, da Kamnik to podpre in da res pa upam, da imate, saj vemo, to smo se že pogovarjali, stvari so več ali manj dogovorjene na državni ravni, ne, in na strankarski ravni, tako da res upam, da imate še vedno toliko podpore v NSI-ju, da boste zadevo sprovedali in da vam uspe. Tako da, hvala. Hvala. Zdaj, glede tega, Bogdan je bil predlagan, pa je pol sam rekel, da ne bi bil, glede na to, da je konkurent tudi župan, Rajko Meserko, ne? In da bo lažji župan iz župana tekmoval
In v tem smislu ima Kamnik potem je dal Kamniku večje možnosti. Torej, če bi bil podžupan z županom, bi bilo najbrž težje tekmo. Tako si ti predcenil in zato si rekel, pač, če je možen, da bi pač kandidiral jaz, ker se gre za to, da bo Kamnik pač res prvič imel tega državnega svetnika. Zdaj, to je glede kandidature, glede ostalih stvari pa pač Lista Mateja Slaparja je res naslednica oziroma preimenovana lista Toneta Smolnikarja. Z vsemi, se pravi, stranka obstaja naprej in dejstvo je, da pač jaz si ne želim na nek način biti, ne vem, strankarski človek, tukaj v Kamniku pač moramo stvari reševati, torej ceste popravljati, športno in vso infrastrukturo urejati in tukaj mislim, da ni prostora za delitve za stranke in zato pač tisti na državnem nivoju so pa druge stvari. In tukaj na lokalnem nivoju sem pač jaz zakoniti zastopnik zdaj Liste Mateja Slaparja in tukaj bom v tem okviru tudi s to listo šel na volitve in verjamem, da dobil podporo. Zdaj članstvo Nove Slovenije bom pa zamrznil. Tako da, tok. Še kdo? Beseda ima Igor Žavbi. Ja, zanimiva odločitev, a ne? Jaz se moram malo nasmejati, ker mi ni jasno, zakaj ne bi mogel kot član Nove Slovenije kandidirati za župana. Saj to vam je enkrat že uspel in to zelo dobro. V bistvu gre za neko preračunljivost. Začasna zamrznitev članstva za čas volitev. Mislim, to je tako, ne? Enega pingvina smo enkrat že imeli v Ljubljani, takrat, ko je bil kandidat za premijerja, ne vemo, kako je bilo, kako se je tisto skončal. Ne želite biti strankarski človek, oziroma hkrati ste pa velik politika, ne? Gre za eno samo preračunljivost in mislim, tukaj izgubljate točke, no, kar se tiče kandidature za državni svet, to moram povedati, ne? Te stvari se mi pač ne zdijo fair do občank in občanov. Jaz jemljem to kot zavajanje, meni pač ni narodno povedati, jaz sem bil od nekdaj član LMŠ-ja, kot pravna naslednica sem zdaj član Gibanja Svobode in če lahko rečemo, da je kdo nestrankarski, je tukaj nestrankarski, so tukaj nestrankarski svetniki Liste Sandija Uršiča, ker oni niso stranka, vi ste pa stranka, politična stranka, registrirana, katere kandidati lahko kandidirajo v občinski svet brez podpisov podpore volivk in volivcev in mislim, da lahko še tako govorite, da ne želite biti strankarski na lokalnem nivoju, to žal pač ne pije vode. Ste strankarski in mene ne bi bilo sram povedati, da tako je, no. Mogoče 2, 3 projekti, 3 pereče teme, s katerimi se državni svet ukvarja v tem momentu, pa me zanima, kako bi vi odreagiral v državnem svetu. Hvala. Hvala. Beseda ima Jože Korošec. Ja, hvala za besedo in lep pozdrav vsem skupaj na predzadnji seji. Kako ne rečem, zdaj tole seveda, jaz sem že na zadnjem sestanku tudi rekel, da je to pač zadeva verjetno vrha stranke na državnem nivoju in kar se bo pač tam dogovorjen, kolikor bo tam zlobiran oziroma kar se bo tam dogovoril predsedniki stranke, jaz mislim, da je to ponovati to veljavo, ne, zdaj seveda, po politični strani mislim, da je nekje 22 svetnikov, od tega jih ima državnih svetnikov, od tega mislim, da jih je imela SLS 8, pa potem SDS 7. Zdaj jaz upam, da bojo, se pravi, tudi v NSI-ju pristopili k tem, da se bojo pogovarjali, da bojo pač probali zlobirati zadeve, je pa res, da je v Šmartnem pri Litiju kandidat iz SLS-a, tako da jaz nimam pač tukaj velikega vpliva zdaj na to, ampak verjetno bojo pač na državnem nivoju odločili, se pravi predsedniki strank, koga bo kje kdo podprl. Seveda možno so presenečenja, jaz želim in upam, da bo županu uspelo, vedno je bilo ali žrebanje ali pa je bilo za en glas, zdaj Domžale so se pač umaknile. Domžale so verjetno bojo odločujoče in v katero smer bo pač bojo potegnile
Se pravi, verjetno dol ne bo enotnost elektorjev, tako da to je edina stvar, se pravi, in kandidata in pa seveda tudi ostalih predsednikov strank. Jaz upam, da bo enkrat Kamnik dobil svetnika, državnega svetnika, čeprav tudi ne bom komentiral, tudi meni se zdi, da pa čeprav ima SLS noter največ predstavnikov, ampak mogoče kakšna druga oblika ali pa bi enostavno lahko te pristojnosti prenesli kar na državni zbor, tako kot ima pač potem so to dvojna glasovanja. Jaz želim Mateju, da pač uspe, upam, da boš prek svojega predsednika oziroma bivšega predsednika, pa kakorkoli že, da boste zlobirali zadevo, da boš dobil tistih, mislim, da je koliko treba, ali 15 glasov, da ne bo spet 15-14 ali pa se pravi žrebanje in da enkrat pride tudi državni svetnik v Kamnik. To je, vesel sem teh napovedi, se pravi, tako zdaj, da ne bom se napačno izrazil, Svobode, pa še ostalih, se pravi teh elektorjev, ki bodo verjetno danes potrjeni, da bodo glasovali za domačega človeka, za župana občine Kamnik in to se mi zdi tudi taka korektna poteza. Upam, da bo tako in da Kamnik dobi svetnika. Drugače pa teren je treba pogledati, pač občinski sveti so sestavljeni iz različnih strank oziroma list in seveda brez veze je nekdo, da kandidira, če pač v Litiji. Hvala. Jože, beseda ima Edi Strujevič. Hvala lepa, župan, za besedo in lep pozdrav vsem skupaj. Naj uvodoma povem v imenu Liste Dušana Papeža, da bomo vsekakor pozdravljamo kandidata na tem mestu in mislimo, da na lokalnem nivoju, glede na to, da nikoli doslej nismo imeli možnosti, da bi nekdo prezentiral izzive, s katerimi se v občini Kamnik soočamo. Igor je malo prej omenil župana Litije, mislim, da toliko o tem, koliko je bilo njemu do Kamnika pa do ostalih občin, če verjetno ni uspel niti enkrat sem prideti. Jaz verjamem, da župan mesta bo zagotovo bolj zagnan k temu. Tako da na tem mestu bi v bistvu poudaril to, da more prevladovati neka homogenost, ne glede na to, kdo je kandidat. Mislim, da je to nesporno. Na podlagi razprav ugotavljam, da tu ne bo nekih velikih razhajanj. Kar se tiče, to pa moje mnenje, to pa ni morda mnenje celotnega LDP, ampak verjamem, da ga kolegica in pa oba kolega z mano delita, kako boste zadeve znotraj stranke urejali, oziroma znotraj strank, če sem bolj korekten, ni naša zadeva, mi podpiramo pač kandidata in enostavno se nam zdi, da moramo biti v tem trenutku složni. Upam pa, zdaj ne vem, če to pravi čas in pa prostor, če lahko kaj omenite, ali je kaj že v tej smeri, bom rekel, zelo pogovorno teren pripravljen, da se lahko nadejamo, da ne bomo spet za en las ušli temu, če bi lahko temu, ampak ne glede na to, jaz mislim, da pošiljamo pol neko jasno sporočilo, če smo vsaj na tem delu homogeni in žal mi je, da je to zadnjo sejo, ampak da občinski svet zna dokazati, da smo homogeni pri odločitvah. Sicer malo prepozno, ampak nič za to. Hvala. Hvala. Zdaj še mogoče pojasnilo glede poziva Rokavcu. Mi smo aktualnemu državnemu svetniku Rokavcu poslali takrat poziv, da naj pride na sejo, pa tega ni storil, torej se ni odzval vabilu. Glede ostalega pa jaz res verjamem, da bomo pač vsi te elektorji, ki boste izglasovani, da bom jih prepričal polovico za to svojim delom, svojim pač neko energijo, pa tudi s tem, da bom dejansko obljubil, da bom te regije in to občino, te občine zastopal tam, te interese te regije. Tako da glede tega, kaj pa so funkcije in pa naloge državnega sveta, pa vemo, pač v zadnjem času res naslavljajo pomembna vprašanja, pa dajo tudi veta na kakšne zakone, tako da jaz bom tam po svoji vesti glasoval in tudi s pametjo delal, če bom izvoljen. Dobro, zaključujem razpravo in s tem tudi to točko dnevnega reda.